Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o relativni revščini, kako je revščina odvisna od okolja, v katerem si, od standardov nekega okolja, in pa tudi dotaknil se bom stanja v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami. Kaj človeka žene v življenju, kaj želi doseči, postati, imeti. Vse to je odvisno od našega okolja, od vzgoje, od kulture. In pri nas lahko pojamramo, potožimo, da se imamo slabo, da je finančna kriza, da je veliko brezposelnih, da marsikdo nima za jesti. Po drugi strani imamo pa relativno veliko izobilje, če se primerjamo z določenimi drugimi državami. Pri nas ima skoraj vsak avto, imamo ogromne hiše, take, da so za marsikoga iz drugih držav nepredstavljive in se jim zdijo kot palače ali gradovi. Imamo izjemno velik splošen družbeni standard. V nekaterih državah ti nikoli ne bodo verjeli, če boš rekel, da ti priteče iz pipe pitna voda v neomejenih količinah za zelo majhen denar. Nekaterim bo nepredstavljivo, da imamo javno dostopen internet, mobilne telefone, precej urejene ceste, avtoceste. To je vse standard, ki ga jemljemo pri nas kot nekaj samoumevnega. Vendar, če gremo v določene druge države, lahko vidimo, da so nekje razmere bistveno slabše. Pa vendarle smo mi, kljub temu, da imamo več teh materialnih stvari, veliko manj zadovoljni z sami sabo in z razmerami v družbi, kot pa v tamkajšnjih državah, kjer imajo standard veliko nižji. Niti približno nismo toliko srečni. Ne znamo si ali nočemo si pomagati, nočemo si deliti stvari. Vsak hoče imeti vse za sebe. Ko torej želimo izboljšati svoje počutje, svoje zadovoljstvo, lahko to dosežemo na tak način, da skušamo povečati naš standard, kupiti kakšno novo stvar, od katere pričakujemo, da nas bo osrečila, da bomo potem bolj zadovoljni. Lahko pa uberemo drugo pot in pogledamo, kaj vse imamo, in naprej izrazimo hvaležnost za to, da imamo, kar nam je že nudeno. In potem se lahko tudi primerjamo z drugimi državami, z drugimi pokrajinami na zemlji, recimo nekje, kjer je velika suša, sredi puščave, ali kjer vladajo naravne nesreče, ker je veliko poplav
ali tajfunov, tornadov. Potem lahko vidimo, kako v naši državi Sloveniji, kako živimo relativno srečno. In če hočemo to dojeti, moramo seveda razmišljati onkraj naših državnih meja. Pogledati v druge države, biti nekakšen izlet. Lahko seveda tudi se glede tega pozanimamo preko interneta ali poslušamo pričevanja, potopise drugih ljudi ali preberemo kakšno knjigo na to temo. Zadovoljstvo in sreča so torej relativni, so odvisni od naše percepcije, od našega dojemanja, s tem, kakšna imamo pričakovanja, kakšne imamo standarde. Pa vendarle imamo tukaj pri nas v Sloveniji kar dobro poskrbljeno za dostojne življenjske razmere. Seveda, vedno se lahko stvari še izboljšajo, toda v primerjavi z drugimi imamo tukaj neizmerno bogastvo. Fino je torej, da se tega zavedamo, da smo hvaležni za to, kar imamo, da poskrbimo za sebe. Priporočljivo pa je tudi, da stopimo tudi na pot preobražanja razmer v drugih državah, da usmerimo svoje življenjske potenciale v to smer, da zagotovimo takšne bogate življenjske razmere, kot jih imamo pri nas, tudi v drugih krajih sveta. Da smo sočutni, solidarni, da se postavimo v kožo drugih in da vidimo, kaj lahko vse mi storimo, da bi drugim, ki so v stiski, pomagali. Več glede tega si lahko tudi preberete, ogledate in poslušate v dodatnih povezavah, ki jih najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.